Prav lepo pozdravljeni, vsi udeleženi in tudi naši gostje. Pozdravljeni na našem spletnem strokovnem srečanju z naslovom Zagotavljanje zahtevane informacijske varnosti v avtomobilski industriji, vezano na TISAX v2 ISA 6.0. Jaz sem Tanja Benček, vodja prodaje na področju SIQ izobraževanja. Naše področje izobraževanja je prepoznan izobraževalni center s celovitim naborom strokovnih usposabljanj že več kot 30 let. SIQ kot inštitut pa je strokovna, neodvisna in nepristranska inštitucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. Je vodilna, preizkusna, kalibracijska in certifikacijska organizacija oziroma inštitut v regiji že 60 let. Letos tudi praznujemo 60 let. En tak lep jubilej bo septembra tudi na Brdu, srečanje partnerjev. Za nami bi sicer morala biti tudi direktorica Slovenskega avtomobilskega grozda SRIP ACS Plus, gospa Tanja Mohorič, vendar je danes neplanirano zadržana in se opravičuje za odsotnost. Nas bo pa zato pozdravila gospa Dunja Podlesnik, ki je tudi vodja pisarne. SIQ in SRIP ACS Plus povezuje sodelovanje, zdaj lahko rečemo tudi že dolgoročno povezovanje. Cilj tokratnega sodelovanja je med drugim tudi povezovanje partnerjev SIQ in članov SRIP ACS Plusa. Sedaj pa predajam besedo gospe Dunji, da tudi ona pozdravi in nagovori udeležence srečanja. Seveda je pa med njimi tudi kar nekaj njihovih članov avtomobilskega grozda. Dunja, izvoli. Ja, hvala Tanja. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej lahko potrdim, da je sodelovanje SIQ-ja in SRIP-a ACS Plus resnično že dolgotrajno in tudi nadvse uspešno. SIQ je namreč naš glavni izvajalec strokovnih izobraževanj, ki jih redno organiziramo za naše člane. Kot je Tanja omenila, je današnje srečanje in predvsem ta vsebina, ki jo boste poslušali, izjemno zanimiva in tudi zelo aktualna. Zato sem prepričana, da boste zagotovo pridobili informacije, ki vam bodo pri vašem delu tudi zelo prišle prav. Sedaj ne bi rada bila predolga, zato bi vam kar zaželela prijetno poslušanje in seveda čim več informacij. Hvala, Dunja. Nekaj na kratko res v dogodku, tako ste seznanjeni vsebino, ampak dejansko resnično je namen dogodka spregovoriti o tem, kako dosegati pričakovanja in zahteve kupcev avtomobilske industrije, kako zagotavljati visokokakovostne izdelke, ki izpolnjujejo ali pa celo presegajo pričakovanja strank, kako ravnati in zagotavljati z informacijami občutljive narave, kako zagotavljati zahtevano raven varovanja informacij in kako ohranjati in nadgrajevati znanje ter kompetence zaposlenih, da bodo lahko le-ti izpolnjevali vsa ta pričakovanja in zahteve kupcev. Verjamem, da bomo s pomočjo gostov iz prakse poskušali najti odgovore na vsaj nekaj perečih vprašanj, s katerimi se srečujete v praksi oziroma se še boste. Veseli smo tudi številčnega odziva na dogodek. Glede na prijave, ko je več zaposlenih iz različnih področij, se pravi delovna mesta, mislim tukaj, prijavljenih na to srečanje, nas veseli, da se organizacije zavedajo oziroma prepoznavajo, da implementacija zahtev informacijske varnosti v avtomobilski industriji ni stvar posameznika v organizaciji, še manj samo, na primer, vodje kakovosti. Vpleteni morajo imeti ustrezna znanja in kompetence, tako s področja sistemskega pristopa, kot na drugi strani mogoče tudi bolj tehnična znanja, kot jih na primer lahko da v podporo IT služba razvoj tehnologij. Tukaj sem jaz orisala nekaj ožje videnje, ampak bomo videli potem v razpravi in predstavitvah, kako so se tega lotevali pa dejansko v praksi. Še nekaj tehničnih napotkov. Dogodek se snema, zato je edina opcija komuniciranja zapis sporočila v chat.
tekom srečanja. Oziroma si lahko pripravite vprašanja in potem na koncu zastavite ta vprašanja. Imamo rezerviran tudi čas za odgovore, oziroma diskusijo, oziroma izmenjavo mnenj. Za zagotavljanje vaše zasebnosti na posnetku ne bo vidno vaše sporočilo, prav tako pa niste vidni udeleženci. Posnetek bomo seveda poslali vsem, ki ste prisotni na srečanju. Za tehnično pomoč pa sem že dala v chat telefonsko številko sodelavca Bojana Varga, ki je z nami, da v primeru težav ga lahko pokličete. Največkrat se pa najbolj obrestuje, da se prekine, pa se še enkrat gre na povezavo. Torej, začnimo z dogodkom. Dogodek bo pričel magister Janez Bauer, predavatelj in zunanji presojevalec sistemov vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 13485 ter upravljanja varovanja informacij po zahtevah standarda ISO IEC 27001, 27017, 27018, 27701, kar presoja kot presojevalec pri SIQ. Janez je tudi izvajalec izobraževanj, vezanih na varovanje informacij po zahtevah TISAX. Podjetjem tudi pomaga pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti, varovanja informacij in tudi varnosti dobavne verige. Janez, beseda je tvoja, izvoli. Dobro, hvala lepa. Mi je v veselje in čast, da imam uvodno temo na današnjem dogodku, ki se tiče predvsem sistema upravljanja varovanja informacij v avtomobilski industriji. Bomo na koncu videli, da ni samo TISAX tisti standard ali pa shema, ki je neposredno uporabljiva, da so tukaj še drugi standardi, smernice, dobre prakse, ki jih lahko koristno, včasih jih pa tudi moramo uporabiti. Tako da jaz bom kar začel svojo predstavitvijo. Torej, samo takole. Se vidi, ne? Se vidi, vse v redu. Okay. Torej, izbrali smo si nek dolg naslov zagotavljanja informacijske varnosti v avtomobilski industriji in tako naprej. Krajše bi bilo to SUVI ali ISMS, torej sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah nove izdaje TISAX VDA ISA 6.0, torej te zahteve, spremenjena shema je išla lansko leto v oktobru mesecu in nove certifikacije ocenjevanja, ki se bodo začela po 1. aprilu letošnjega leta, bodo že izvedena v skladu z novo shemo. Novosti je nekaj, niso tako ključne. Ena se meni zdi ključna, bomo na koncu tudi pogledali, kaj so te novosti v shemi, predvsem kar se tiče OT, torej Operational Technology, oziroma jaz temu rečem kar procesna informatika. Zakaj je TISAX oziroma SUVI pomemben za proizvajalce in dobavitelje v avtomobilski industriji? Predvsem zato, ker se vsak izmed nas, pa verjetno tu prisotnih, znajde v vlogi dobavitelja ali storitev, ali polizdelkov, ali nekih končnih izdelkov nekemu partnerju v avtomobilski industriji. In kaj je želja oziroma cilj dobavne verige v avtomobilski industriji, je, da je zagotovljeno neprekinjeno poslovanje oziroma nemoteno delovanje avtomobilske panoge. Seveda smo bili priča težavam v dobavni verigi v času covida, v času, še danes traja, ukrajinsko-ruska vojna in tako naprej. Skratka, to so seveda nekatera strateška, globalna tveganja, na katera bolj težko vplivamo, ampak kljub temu jih pa moramo prepoznavati in, bom rekel, biti pripravljeni tudi
na takšne zadeve. Seveda bo danes današnji fokus predvsem usmerjen pa v zagotavljanje informacijske podpore, neprekinjenosti, delovanja informacijskih sistemov in seveda s tem tudi dobavne verige. Torej, temeljni cilj sistema upravljanja varovanja informacij je uspešnejše in učinkovitejše obvladovanje tveganj na področju varovanja informacij. In kako to naredimo? Tako, da najprej prepoznamo informacijska sredstva in z njimi povezana tveganja oziroma njihovo izpostavljenost grožnjam. Torej, če ne vemo, kaj imamo v hiši, po domače rečeno, tudi ne vemo, katerim grožnjam so ta sredstva izpostavljena. Kot sredstva razumemo tako, bi rekel, strojno opremo, programsko opremo, našo infrastrukturo, kot tudi na koncu zaposlene, ki smo lahko žrtev nekega socialnega inženiringa, phishinga ali morda celo hujših kaznivih dejanj, kot je izseljevanje in podobno. Torej, če ne vemo še enkrat, kaj imamo v hiši, potem ne moremo niti prepoznati, katerim grožnjam, katerim tveganjem smo izpostavljeni. Seveda, zato moramo spoznati v nadaljevanju tudi relevantne zahteve za SUVI in ena izmed takšnih zahtev je tudi TISAX, ko nam naš kupec pravi, ja, mi pa želimo, da se vi certificirate po TISAX shemi in da pridobite nalepko za High Information Security oziroma High Level Information Security ali Very High. To bomo tudi v nadaljevanju pogledali. Lahko, seveda, imamo tudi kakšno drugo shemo, druge zahteve, potem opredelimo in torej spoznamo in opredelimo zrelost naše organizacije v smislu zagotavljanja informacijske varnosti. Tukaj nam lahko pomagajo tako TISAX, ki loči 5 ravni zrelosti in upravljanja informacijske varnosti, kot nekateri drugi standardi. Torej, že omenjeni TISAX, VDA 6.0, 27001 iz leta 2022, kot bi rekel, en bolj univerzalnih standardov na tem področju, torej na področju informacijske varnosti, 27002 kot njegov, bi rekel, razlagalni dvojček in pa nova zahteva, ki izhaja iz TISAX sheme, torej ta se nanaša na skupino standardov ISA 62443, ki govori o kibernetski varnosti avtomatiziranih informacijskih sistemov ali jaz temu rečem kar procesne informatike. Torej, izhodišča, seveda, zakaj bi sploh mi vpeljali nek sistem upravljanja varovanja informacij? Zato smo rekli, ker smo izpostavljeni grožnjam. Te grožnje so lahko seveda naravne, torej neka višja sila, lahko so to fizične grožnje, lahko so to povsem kibernetske informacijske grožnje, lahko so tudi grožnje povezane z osebjem v smislu malomarnega dela, v smislu neusposobljenosti uporabnikov za prepoznavanje nevarnih ali phishing sporočil in podobnega. Torej, če pogledamo samo nekaj najpogostejših groženj, kot so phishing ali napadi man in the middle, ko nekdo prestreza informacije v naših komunikacijah, tako govornih kot elektronskih, tudi sam TISAX pravi za High Level Information Security zahteva tudi implementacijo torej nekih ukrepov, ki preprečujejo razširjenje govorjene informacije, govorjenih besed oziroma informacij. Bomo potem ravno ta primer v nadaljevanju pogledali. Potem seveda napadi na ranljivosti omrežja, na vaše požarne pregrade, na jedrna stikala, na seveda usmerjevalnike od zunaj ali od znotraj, onemogočenje prometa in še marsikaj, se pravi onemogočenje delovanja storitev kot DDoS napadi in pa seveda morda najbolj znana in dokaj pogosta grožnja ali tudi udejanjena grožnja so izsiljevalski virusi,
ali ransomware, oziroma, kar po domačem včasih rečemo, tudi kriptovirusi. Kako pride do okužbe, je manj pomembno. Pomembno je, da lahko trajno zgubimo podatke in je to lahko kar težava. Če pogledamo zadnjih nekaj, ne bom rekel zadnjih nekaj, ampak od 2015 nekaj napadov, ki jih jaz vodim kot neke referenčne, kot pomembne, ki kažejo ravno na ta del, torej supply chain security, ukrajinsko električno omrežje. V 2015 dejansko 230,000 uporabnikov bilo odrezanih od napajanja z električno energijo, zdravstveni črnomelj, izsiljevalski virus, REVOS, kot recimo se spomnite iz leta 2017, tudi napad s kriptovirusom, kar nekaj težav je bilo, potem Lekarna Ljubljana v 2019, morda ta primer pa bi izpostavil SolarWinds, eno IT podjetje, ki je ponujalo storitve vzdrževanja in, bi rekel, IT storitve tako vladnim kot nevladnim organizacijam, in s pomočjo trojanskega virusa se je okužilo 110,000 računalnikov v ZDA. Seveda to podjetje še danes živi, ampak so se naučili lekcije. No, skratka, to je en takšen res obsežen napad bil. Potem Colonial Pipeline, če se spomnite pred leti, in nezmožnost dobave, torej onemogočitev delovanja cevovodov za dobavo naftnih derivatov na zahodni obali ZDA in tako naprej. Zadnji tak izsiljevalski virus pa je se pojavil v HSE-ju, torej v novembru lanskega leta. Ok, torej kaj je poudarek tega? Da smo vedno v vlogi dobavitelja nečesa nekomu in zato moramo zagotavljati varnost dobavne verige, ne samo v smislu fizičnega, pravočasnega in, bi rekel, celovitega transporta blaga, ampak tudi v smislu delovanja našega informacijskega sistema, še zlasti, če smo storitveno podjetje. Torej, varnost dobavne verige, ne da bi imeli da bi se osredotočili na informacijsko varnost, to ne obstaja. Torej, informacijska varnost je vedno del zagotavljanja dobavne verige. Tudi nekateri ostali standardi, recimo 28,000, ki govorijo o varnosti dobavnih verig, ima eno posebno poglavje, ki se dotika informacijske varnosti. Ravno tako TAPA standardi, torej transportni standardi, v vseh shemah je 9. poglavje, ki se tiče informacijske varnosti, seveda v nekem manjšem obsegu. Kaj zagotavljamo v resnici, ko vzpostavimo sistem upravljanja varovanja informacij? Torej, temeljni cilji, torej, poleg tistega torej, uspešnega in učinkovitega zagotavljanja varovanja informacij, zagotavljamo v resnici zaupnost informacij, torej, da nekdo nepooblaščeno ne pride do informacij, zagotavljamo celovitost informacij, torej, da nekdo nepooblaščeno ne spremeni podatka, neke informacije, torej, ohranimo integriteto informacij in pa razpoložljivost, torej, da lahko do informacije sploh pridemo. Seveda, zato imamo izdelujemo varnostne kopije, imamo načrte neprekinjenega poslovanja, disaster recovery, torej načrte okrevanja po nesreči, s katerimi lahko nazaj vzpostavimo sistem. Ampak kaj se je zgodilo v nekaterih napadih s kriptovirusi? Da so tudi varnostne kopije, ki so bile izdelane, bile torej zakriptirane in so podjetja, organizacije ostale torej brez ključnih informacij. Zdaj si pa sam predstavljate, da vam zakriptirajo, ne vem, plan proizvodnje za naslednje 3 mesece, treba vse na roke nazaj vnašati, ne? Tako da to. Torej, so pa naša sredstva, smo rekli, izpostavljena tveganjem, torej nekaterim grožnjam, torej so ranljiva. In zato, torej, verjetnost dogodka in posledice neke uresničitve grožnje, torej takšnega dogodka, predstavljajo tveganja.
Sam TISAX ne predpisuje metodologije ocenjevanja tveganj, predpisuje pa, da moramo oceniti tveganja za vse 3 vidike, torej za C, I in A, tako kot 27001. Za metodologijo ocenjevanja tveganj pa lahko pogledamo tudi kakšne druge standarde, recimo 31010 kot vodilo. Skratka, imamo v avtomobilski industriji uporabljate FMEA metodo za ocenjevanje tveganj za sam izdelek, za komponento, tako da tudi to lahko na nek modificiran način uporabite. Normativne zahteve smo nekaj standardov že omenili. Večina vas ima upeljan standard ISO 9001, verjamem, ne? In tudi tam so zahteve za informacijsko varnost, seveda so skrite v 2 točki, v 7.5 obvladovanje informacij, torej zagotavljanje integritete informacij, podatkov in pa tudi zagotavljanje integritete sistema vodenja, kar pa je ravno to, o čemer se bo danes in že teče beseda. 27001 sem rekel kot univerzalni standard, kaj pa je novost, so še nekateri ostali standardi, ampak sam TISAX, torej izdaja 6.0, pravi, da naj organizacije upeljajo in zagotavljajo neprekinjenost delovanja, torej varujejo tudi tako imenovane procesne sisteme po družini standardov 62443, Automation and Control System Cyber Security Standards. Ne bomo se nič poglabljali v to, ker ni časa, ampak sem toliko, da veste, to pa je novost. In so bili tako imenovani procesni sistemi v marsikaterih organizacijah izvzeti iz sistema upravljanja varovanja informacij, sedaj pa jih standard, torej TISAX, vključuje normativno. Ok, TISAX je schema sistema upravljanja varovanja informacij nemškega avtomobilskega združenja oziroma združenja nemških proizvajalcev v avtomobilski industriji. Potem je tukaj še zakonodaja, nekatera bolj, nekatera manj relevantna. Če bi bili recimo zavarovalnica ali banka, bi se danes ukvarjali z uredbo DORA, ki govori o digitalni odpornosti teh organizacij. Imamo še nekatere ostale zahteve, recimo zahteve NISTA, 1190 jih je v tem dokumentu. Seveda, tukaj, ko govorimo o sistemu upravljanja varovanja informacij, pa ne govorimo o tehničnih in produktnih standardih, ki se nanašajo na recimo na programsko opremo, ki je vgrajena v vozila. Tukaj pa je recimo en standard ISO SAE 21434, ki je bil posodobljen v letu 2021, ta se pa nanaša ravno na sam software, ki se vgrajuje v vozila. Ok, pojdimo na sam TISAX. Torej, proces ocenjevanja poteka v 3 korakih. Najprej se registrirate na ENX portalu, vnesete podatke o vaši organizaciji, o tem, za kakšen obseg se želite certificirati, za kakšno raven, torej high oziroma very high. Potem odgovorne osebe, kontaktne osebe vpišete, seveda osnovne podatke, ki jih zahteva spletna aplikacija. Seveda potem, ko se registrirate, ob koncu registracije napišete želen datum oziroma vsaj mesec, kdaj se želite certificirati, kdaj je torej deadline za certifikacijo, in potem seveda izberete tudi certifikacijsko hišo, torej to, ki jo že imate, če podpira, torej če ta certifikacijska hiša certificira po TISAX, če ne izberete nekoga drugega. Na tem ENX portalu je tudi SIQ, kjer to počnemo skupaj z avstrijskim CIS-om, torej TISAX ocenjevanje. Seveda potem korak 3 je pa izmenjava teh informacij preko portala tistim vašim partnerjem, za katere ste določili, da lahko gledajo, ali pa tudi vsem. Seveda pa manjka najpomembnejši korak. Kaj? Torej,
Ja, se registriramo, pridejo v hišo, ja, morajo naši ocenjevalci iz certifikacijske hiše imeti neko dokumentacijo. Torej, moramo vzpostaviti dokumentirane postopke, neke politike, navodila, kako zagotavljamo in zbrati dokazila, da zagotavljamo zahtevano raven varovanja informacij. Seveda, tukaj so zdaj podrobneje opisani koraki, ki niso, bi rekel, tako relevantni za današnji dan. Torej, registracija in pričetek procesa ocenjevanja in pridobitve certifikata je relativno enostaven, seveda projekt pa ni enostaven. Zagotovo ni del samo projekt informatike, je projekt celotne organizacije, tako kot v resnici ISO 9001, 14001 in pa še katera druga shema, ki jo morda imate certificirano. Torej, partner, večina podjetij, s katerimi se jaz srečujem, so dobili obvestilo, torej njihovega kupca, da želijo, da pridobijo certifikat TISAX za neko zahtevano raven, za neko nalepko, torej za nek label in je to. Seveda pa to vas ne ovira, da tudi če partner, kupec od vas tega ni zahteval, se lahko sami certificirate torej po TISAX shemi. Torej, TISAX shema je razdeljena, to bomo podrobneje pogledali čez nekaj minut, v 3 segmente, torej information security, to, kar je za nas najbolj relevantno in je tudi najpogostejša zahteva naših kupcev, naših partnerjev, potem prototype, zaščita prototipov in pa zaščita podatkov. Torej, imamo 2 ravni, info high pa info very high. Info very high so skoraj zelo redke zahteve, v Sloveniji še nisem srečal, morda kdo od vas je dobil zahtevo very high, boste potem morda v debati to tudi izpostavili, ali pa če bo kakšno vprašanje, se bomo pogovorili. Skratka, za nas je najpomembnejše torej ta zeleni del. Jaz sem ga obarval zeleno, drugače v TISAX shemi je nepobarvan, torej zeleno information security. Seveda pa ne moremo se čisto izogniti torej tej data protection zato, ker moramo spoštovati tudi zakonodajo. Zakonodaja pa v Sloveniji, kar se tiče zaščite podatkov, saj osebnih podatkov, vemo, da je v veljavi ZVOP-2, ki ga moramo upoštevati in to tudi presojevalci, ocenjevalci, ko pridejo v hišo, pogledajo, ali spoštujemo lokalno zakonodajo, kar se tiče varovanja osebnih podatkov. To je tudi novost v TISAX shemi, torej so zahteve, nova zahteva, da se spoštuje zakonodaja, kar se tiče varstva osebnih podatkov, se sklicuje na ta nov nemški standard, seveda velja pa tudi za vsako lokalno oziroma nacionalno zakonodajo v državi, kjer se izvaja presoja. Ok, nalepke smo že rekli, imamo high availability confidential, very high availability in strictly confidential. Torej, te 2 nalepki, confidential in strictly confidential in pa tudi very high availability, še jaz nisem zasledil, da bi bila zahteva od kakšnega kupca za dobavitelja iz Slovenije. Ok, torej TISAX samooценитвeni vprašalnik, ga bom kar odprl, samo trenutek, oziroma imam že odprtega. Je v Excelu, se vidi, torej razdeljen je v več zavihkov. Prvi 2 nista pomembni. Sama shema TISAX smo že omenili, da zahteva oziroma predpostavlja oziroma razvršča organizacije in njihove sisteme upravljanja varovanja informacij v 5 ravni. Torej, maturity level nič, to ne obstaja, torej ni ničesar, ni celovito in tako naprej. Začne se pri maturity level 1 in potem nadaljuje 2. Te zrelostne ravni so zelo podobne, kot recimo jih
navaja standard 9003 ali 9004, torej zelo podobno, s tem, da jih je tukaj nekaj več ravni. Najvišja raven je torej optimizing, kjer že predvidevamo določene stvari, izvajamo optimizacijo sistema upravljanja varovanja informacij na podlagi vhodnih informacij, na podlagi monitoringa kibernetskih nevarnosti in tako naprej, kibernetskih groženj in podobno. Skratka, večina zahtev od kupcev se nanaša oziroma je povezana z maturity level 2 ali 3. Zdaj, te letošnje, ki jih jaz gledam, so kupci, torej predvsem Volkswagen zahtevali maturity level 3, torej established. Sistem je vzpostavljen, deluje, se izvajajo nadzori in tako naprej, so dokumentirane politike, so zbrana dokazila, da se politike izvajajo in se na podlagi tega tudi ukrepa. Torej, najpogosteje sta zahtevani ali raven 2 ali 3. Potem definicije lahko preskočimo. No, potem je pa ta naš del information security, ki je najpogosteje zahtevan. Recimo tukaj imamo eno kontrolo, struktura je takšna, da imamo v eni vrstici kontrolo oziroma zahtevo standarda. Ta zahteva se nanaša recimo na upravljanje uporabniških dostopov. In imamo zahteve razdeljene v must in should, torej to moramo izpolniti, should je samo malo blažja oblika od must. Potem imamo pa še dve ravni zahtev, torej additional requirements for high protection needs, torej če ste dobili od kupca zahtevo za high protection needs oziroma za high protection, potem morate upoštevati tudi to dodatno zahtevo. Se pravi, da se vpeljejo neke napredni postopki prijav uporabnikov oziroma nadzora dostopa za uporabnike ali z dvofaktorsko avtentikacijo ali neko drugo obliko multifaktorske avtentikacije ali, bom rekel, nekatere druge tehnologije, da se uporabijo. Potem imamo pa še tukaj, vidite, very high zahteve. Torej, če imate to zahtevo, morate tudi to implementirati. Kaj je še kaj je novo za razliko od prejšnje sheme, da imate tukaj v koloni P in Q tudi reference na ostale standarde. Torej na 27.000, na določene kontrole, s tem, da vas opozorim, da reference na te kontrole niso povsem pravilne. Je potrebno majčkeno biti pozoren in pogledati res, ali je ta kontrola v 27.000 adekvatna tej zahtevi v standardu, v TISAX shemi. Torej, so reference tako na staro izdajo standarda 27.001.2.13, za katerega certifikati potečejo naslednje 31. oktobra 2025, na novi standard 27.001.22, vidite tu, torej na ISA IEC 62443, torej na tiste točke, ki se nanašajo na procesno tehnologijo, procesno informatiko in pa tudi na NIST zahteve. In pa seveda tudi na dobre prakse, vidite recimo NIST, tiste kontrole, ki smo rekli, da jih je 1190. To je zdaj osnovna struktura standarda. Jaz imam še čist kratek čas, tako da bom 2 minutki presegel moj čas. Potem imamo, imam jaz 40 minut, Tanja? Ja, Janez, pa tudi te 2 minutke, kamot si utrgaš, ker sem jaz jih tudi te potrgala prej, tako da kar izvoli. Torej, smo rekli, information security je en sklop zahtev. Morda še za nek občutek, v standardu 27.001.22 je 93 kontrol, medtem ko jih je tukaj recimo
nekaj čez 70, 72, 73, nisem jih nikoli čisto točno preštel, ampak neka takšna številka skoraj adekvatno je, torej primerljivo. Res pa je, da predstavlja 27.001 širši nabor kontrol, kot jih predstavlja shema TISAX. O tem, ali iti v 27.001 ali v TISAX, samo v TISAX, kakšna beseda kasneje. Drugi sklop zahtev je ta, torej vijoličast, ki se nanaša na prototipe, na varovanje prototipov, tako pri proizvodnji, torej recimo ta testna vozila in tako naprej. To je zelo redka zahteva v Sloveniji, ampak tudi, če je zahteva kupca, da vzpostavite varovanje torej prototipov, potem morate upoštevati vse te zahteve, oziroma vsaj tiste, ki so za vas torej uporabljive, uporabne, torej z angleško besedo bi rekel applicable. In potem tretji steber zahtev pa se nanaša na zaščito podatkov, torej data protection, data privacy. Torej data privacy je neposredno povezan z varovanjem osebnih podatkov. Torej, če bi bili vi kakšna marketinška agencija in bi izvajali kakšne nagradne igre in karkoli že, in bi pri tem zbrali veliko količino torej podatkov o posameznikih, bi verjetno od vas proizvajalec, vaš kupec, naročnik storitev, lahko zahteval, torej, da je data protection tudi oziroma tudi zahteval, da vzpostavite data protection politike ali na high ali na very high ravni. No, potem seveda na koncu, ko izpolnite, torej za vsak tisto zahtevo, neke podatke, torej kaj ste implementirali, dobite neko tako oceno v tem polarnem diagramu, ga bom malo povečal. Torej, za vse te skupine zahtev od politike informacijske varnosti, ocenjevanja tveganj, kontrol politik povezanih z človeškimi viri, se pravi operativno informacijsko varnost, torej to proizvodno in tako naprej, uporabo kriptografije, skladnosti zakonodaje, torej compliance in tako naprej, se vam zriše takšen polarni diagram. Torej, če je zahteval vaš kupec, da je vaš maturity level 3, potem mora biti rezultat tukaj 3 ali pa več, včasih je lahko pa tudi kaj pod 3, pa gre čez. No, skratka, jaz sem sodeloval z enim podjetjem, kjer so začeli pred leti, so postavili zahtevo 2, predlani so postavili pa potem 3, oziroma mislim, da je bilo celo 3,2 zahteva, da dosežemo. Seveda, imeli smo vmes časa skoraj 4 leta, da smo lahko to raven zrelosti dvignili. Ok, tukaj imate še nekaj primerov, torej kazalnikov, s pomočjo katerih lahko rečete, da ste uspešni in učinkoviti pri varovanju informacij. In če pogledamo zdaj še tukaj ta zadnji zavihek, pa ga povečam, torej to. Evo, to je, torej v izdaji 6.0 je nova kontrola, torej 1.3.4, odobritev programske opreme. Torej vsaka programska oprema, ki jo začnete uporabljati v organizaciji, mora iti skozi nek proces odobritve. En korak v procesu odobritve je tudi, da preverite ranljivosti določene programske opreme in rečete go, no go. Potem, da upravljate varnostne dogodke, torej incident management ali security events management, potem upravljanje z kriznimi situacijami, tako kot imate v 14.000, v 45.000, torej neke krizne situacije imate tudi tukaj
in seveda to nadomešča kontrolo 3.1.2. Potem IT Service Continuity Planning oziroma Business Continuity, Backup and Recovery, v bistvu ta niti ni nova, sem je drugače definirana. No, potem je pa to, kar sem rekel, reference na ISA 62443-2 na 27001 in na NIST, torej in tukaj neposredno povezana, torej v vrstici 125, Additional Scope of IT Systems on Operational Technology. Neposredno povezana s 62443 družino standardov. Torej, to so novosti. Večina organizacij s tem zgornjim nima nobenih težav. Z Operational Technologies oziroma procesno informatiko pa, ker je bilo to morda, lahko rečem za nekatere organizacije zanemarjeno področje, bi rekel državica v državi, in se zdaj ukvarjamo, kako pa zdaj ta OT del vključiti v en integriran sistem, oziroma integrirati v sistem upravljanja varovanja informacij kot neločljiv del, ker tudi v resnici je. Danes imate pametne naprave, imate IoT naprave, ki so povezane v svet, so ranljive, so izpostavljene grožnjam in tudi kakšen napad se zgodi ravno preko IoT naprav. To je zdaj en. Torej, TISAX shema, zelo kratka predstavitev, potem imamo pa še, kako se pa lotimo tega po 27001. Torej, imamo pa v Wordu eno tako preglednico, ki se standard 27001 pravi, da moramo izdelati izjavo o uporabnosti, kontrol, zahtev in gremo kar pogledati. Jaz sem zdaj to modificiral, to tudi udeleženci na izobraževanju SIQ-ja dobite. Torej, to preglednico tista za TISAX je dostopna na ENX-ovi strani, jo lahko dol potegnete oziroma na TISAX-ovi strani. Kaj sem jaz tukaj modificiral? Torej, imamo izhodišče je nov standard 27001-2022, referenca na 27001-2013, katere kontrole so to bile, na VDA, torej ISA 6.0 in 5.1. In potem sem tukaj še dodal, torej kaj pa TISAX, VDA v smislu must, should, high pa very high zahteva. Torej, če high ali very high zahteve ni, potem je ni tam v TISAX-u in potem organizacije tukaj kar upišejo, torej kaj imajo, katero politiko, navodilo, katero dokazilo o tem, da izpolnjujejo to kontrolo. Skratka, jaz sem tukaj šel eno sem označil rdečo, evo, to je tale recimo. Torej, upravljanje uporabniških identitet, torej uporabniških imen, gesel, pravic dostopa, vlog in tako naprej. Torej, če bi želeli pogledati, kaj 27001 pravi glede te zahteve, bi šli pogledati v resnici v 27002. Jaz sem pa zaradi, da ne skačemo ven pa noter, sem tukaj še vedno dodal TISAX VDA, torej ta nove zahteve, torej osnovni namen oziroma cilj določene zahteve ali kontrole in pa kaj so must zahteve, kaj so zahteve, torej tukaj pa v resnici potem ni very high zahteve, ok, nisem izbral najboljši primer. Skratka, če je pri posamezni kontroli tudi should ali high ali very high, zahtevajo tukaj navedemo. In je to v resnici en tak pregled zahtev, da boste na koncu rekli, vse, kar je tukaj zeleno ali pa pač nekje, kar označite, si izberete nek semaforski princip, da na koncu veste, kje imate še kakšno vrzel oziroma kaj še morate postoriti. Ok, gremo nazaj na tole. Torej, ena taka SOA, izjava o uporabnosti kontrol, ki je neposredno povezana tudi s VDA zahtevami, je tudi to lahko eno orodje, po katerem vzpostavite sistem upravljanja varovanja informacij. Kako pristopiti k uvedbi? Kot sem že na začetku omenil,
en takšen projekt zagotovo ni samo projekt informatike, je projekt tudi pravne službe, je projekt tudi nabave. Zakaj? Zato, ker Tisak spravi, da morate varovati torej informacije v dobaviteljski verigi. In kje se to varovanje začne? V pogodbi, ki jo podpišete z kupcem oziroma v nekih drugih zahtevah, ki vam jih kupec naloži, glede varstva intelektualne lastnine, varstva know-howa in tako naprej. Ne glede na to, ali ste razvojni dobavitelj ali ste samo izdelovalec nekih komponent po njihovih načrtih. Skratka, najprej določimo projektni tim, izdelamo plan aktivnosti, ta grobi plan aktivnosti, gremo pogledati zahteve, da jih prav razumemo, gremo v analizo vrzeli, kaj že imamo, česa še nimamo, torej kaj moramo še postoriti. Pogledamo informacijska sredstva, torej kaj imamo, naredimo nek register, ocenimo njihovo kritičnost, ocenimo tveganja, potem dopolnimo plan aktivnosti, ker na podlagi šele analize vrzeli in neke ocene tveganj bomo prepoznali in ugotovili, da moramo izvesti še nekatere ukrepe, nekatere aktivnosti, da bomo zmanjšali tveganja ali da bomo seveda vzpostavili manjkajoče politike, navodila za določene kontrole oziroma zahteve, ne glede na to, ali govorimo o Tisaksu ali ISO 27001. Potem gremo v dokumentiranje politik, navodil, torej sam pisanje po principu torej načela vitkega, as lean as possible, ne. Potem izvedba notranje presoje, vodstvenega pregleda in potem smo približno pripravljeni za zunanje ocenjevanje, certificiranje. Tako da jaz bi s tem zaključil, 2 minuti sem prešel dogovorjeni dovoljeni čas. Zdaj pa vprašanja, odgovori, Tanja, smo rekli, da bodo na koncu, ne? Ja, vprašanja, odgovori na koncu. Če je lažje, lahko se že v chat sedaj zapišejo ali pa se prihranijo za na konec. Hvala, Janez. Zgleda kar zahtevno, pa bomo še pogledali vidike v nadaljevanju iz prakse podjetij. Z nami v nadaljevanju je gospod Anton Petrič. Anton je SIQ predavatelj, je tudi strokovni vodja šole kakovosti, kjer udeleženci po zaključku celovitega usposabljanja pridobijo naziv skrbnik sistema vodenja kakovosti. Trenutno izvajamo 30. ponovitev, jubilejno ponovitev te šole. Toni je tudi direktor direkcije za skupne zadeve v TPV Automotive, ki je član SRIP ACS, se pravi avtomobilskega grozda. TPV Automotive je tudi nosilec različnih certifikatov za sisteme vodenja, od IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. In organizacija je razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. V njihovih programih pa razvijajo in proizvajajo izdelke, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološkost in udobje pri vožnji. Toni, predajam besedo. Preverimo, da se vidi prezentacija. Evo, se že vidi. Super, izvoli, Toni. V redu, hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj z moje strani. Torej, jaz bi vam na kratko opisal pot našega projekta, se pravi, kako smo mi pristopili k sami organizaciji projekta in pa tudi potem k pridobitvi certifikata. Nekaj besed o našem podjetju. Mi smo v bistvu avtomobilska industrija, približno 1300 zaposlenih na različnih lokacijah. V avtomobilski industriji smo že dolga leta, tako da imamo nekako izkušnje z sistemi vodenja ostalimi, ki veljajo v avtomobilski industriji. In seveda naše izdelke pravzaprav, bi rekel, vozimo res po celem svetu. Dobavljamo, zelo pa smo usmerjeni tudi v inovativnost, v razvoj inovativnosti v podjetju, kar nas pravzaprav, bi rekel, nekako dela konkurenčne na tem trgu.
Naši kupci, seveda, mi smo nekako v naši preteklosti uspeli postati iz klasičnega dobavitelja v razvojnega dobavitelja, tako da zdaj že, bi rekel, kar veliko, en velik del obsega posla, pravzaprav nekako dobavljamo direktno proizvajalcem avtomobilov in naši proizvodi dejansko so vgrajeni v kar en širok nabor različnih znamk vozil, ki se vozijo po trgu. Imamo pravzaprav, bi rekel, 5 strateških stebrov, s katerimi se ukvarjamo. Razvojno-inženirske storitve so eden močnih stebrov, ki ga tržimo, seveda po eni strani navzven, ostalo pa tudi zelo velik del seveda odpade na notranje delo. Te storitve so podprte z raznoraznimi simulacijami, računalniškimi programi in tako naprej, tako da seveda imamo tudi možnosti izvedbe, fizične izvedbe samih izdelkov in je to, bi rekel, ena res taka konkurenčna prednost. Drugače pa smo usmerjeni v nekako aluminijaste komponente za e-mobilnost, potem en program je vezan na ultralahke jeklene komponente, seveda vse v avtomobilu. Velik del predstavlja tudi površinska zaščita, ki jo nudimo v 2 naših tovarnah, in pa zadnja leta smo nekako dodali še 5. strateški steber, to so pa v bistvu sestavni deli za težke delovne stroje, kmetijske stroje in tako naprej. Zdaj, kar se tiče same informacijske varnosti, mi smo pravzaprav že določene izkušnje z samo uvedbo informacijske varnosti imeli z uvedbo se pravi sistema vodenja informacijske varnosti po ISO 27001. Tako da so nam bile v trenutku, ko so nas nekako kupci pozvali k temu, da pristopimo tudi uvedbi TISAX-a, smo nekako že imeli te izkušnje in je bilo to pravzaprav, bi rekel, ena taka, bi rekel, olajševalna okoliščina, če se lahko tako izrazim, pri samem pristopu k projektu. Vendar tisto seveda, kar moram poudariti, ko smo se nekako odločali, kako bomo peljali samo izvedbo projekta, je to, da informacijska varnost seveda ni odgovornost kakovosti, tako kot običajno pravimo, ko je treba uvesti nek standard, seveda tle je, pravzaprav bi rekel, kakovost tista, ki je najprej nekako predvidena. Seveda tudi tukaj niso predstavniki vodstva ali pa en predstavnik vodstva tisti, ki lahko te stvari kompletno vse spelje. Namreč informacijska varnost je vezana ne samo na samo informatiko, ampak je tukaj tudi fizična varnost, poslovne skrivnosti in tako naprej. Tako da naša odločitev potem je pri samem oblikovanju tima za izvedbo projekta smo nekako se odločili, da bomo zadevo vodili mi v sistemskem področju. Razlog enostaven zaradi tega, ker smo imeli že oziroma imamo izkušnje že z uvajanjem ostalih standardov in razumemo ta sistemski pristop. V ta ožji tim je bil vključen tudi naš strokovni sodelavec za informacijsko varnost in pa nekaj sodelavcev iz same informatike. To je bila ta ožja ekipa, ki smo jo pa potem seveda dopolnjevali pa z ostalimi predstavniki oziroma zaposlenimi, ki so vezani na določene druge aktivnosti ali pa poslovna področja v samem podjetju. Mi smo seveda, bi rekel, najprej se nekako usmerili v usposabljanje, se pravi, da se seznanimo z samimi zahtevami TISAX-a in ko smo nekako vsaj v okvirno razumeli, zakaj se gre pri TISAX-u, potem smo se nekako lotili analize vrzeli med tem, kar TISAX zahteva in pa seveda tistim, kar smo že vedeli iz prejšnjih izkušenj povezanih z ISO 27001. Tako da je bil nadaljnji korak seveda izvedba samoocene po tej tabeli, ki je bila
prej prikazana v prejšnjem predavanju. No, in tam smo seveda zelo hitro odkrili, kje smo šibki, kje nam določene stvari manjkajo, kjer določene stvari nimamo urejene, tako da smo potem seveda iz tega zornega kota ali pa s temi izkušnjami, s temi rezultati pristopili k načrtovanju pa nekih ukrepov, ki so bili seveda vezani na različna področja, od dopolnitve posameznih politik, pregledov, potem tukaj SOA, ki je bila danes tudi omenjena, se pravi ta dokument, ta izjava o uporabnosti. Potem smo imeli kar nekaj posla s tem, da smo same izvedbene dokumente, sistemske dokumente posodobili, fizično varovanje posameznih prostorov in tako naprej. Se pravi, kar nekaj tega je prišlo na videnje in kar naenkrat smo nekako spoznali v bistvu, da je pravzaprav TISAX ena zelo zahtevna zadeva, ki seveda ki jo je treba obravnavati z eno zelo veliko resnostjo in pa seveda tle je tudi ključna podpora vodstva. No, potem seveda smo tudi v komunikaciji ali pa na osnovi s komunikacijo z kupcem, pravzaprav bi rekel, nekako prišli do nekih okvirnih datumov, kjer bi naj mi dobili naj bi pač te zadeve uvedli v življenje, tako da smo se prijavili na ENX portal in sledil je seveda uvodni sestanek s presevalci, no in to pa tle pa moram reči, da je pa res bila to ena taka, bi rekel, zelo poglobljena analiza vsega tega, kar nas seveda čaka, se pravi od celega postopka, dokumentacije, aktivnosti, ki jih je potrebno speljati. En kup nekih detajlov, danes recimo je bilo tukaj omenjen tale must pa should, to sta tisti dve koloni, ki nekako opredeljujete, kaj je potrebno pri določenem vprašanju potrebno vzpostaviti, razumeti, imeti uveljavljeno. Tako da bi rekel, ta uvodni sestanek s presojevalci je bila seveda tudi neka nadgradnja tega usposabljanja, ki smo ga v preteklosti že izvedli in smo mogoče tudi po tem uvodnem sestanku določene stvari še malce drugače razumeli. Tako da sledilo je pa seveda to, moram reči, da kar obsežno priprava teh dokazil, usklajevanje vseh teh dokumentov. Mi smo preko 100 različnih dokumentov, potem raznih dokazil in tako naprej, pregledali, posodobili, tako da moram reči, da je to bil res en tak, kljub temu, da smo imeli že prej ISO 27001, je bil to, bi rekel, en tak obsežen zalogaj, da smo se pravzaprav, bi rekel, pripravili na to ocenjevanje, ki je potem seveda sledilo. Se pravi, ko smo pač prišli do tega datuma, ko je bila izvedba same presoje, seveda je bilo to, kar moram reči, eno tako na nek način stresno delo, ker seveda so dejansko, bi rekel, zahteve zelo zahtevne. No, sledi seveda faza korektivnih ukrepov, mi smo trenutno v fazi izvajanja teh korektivnih ukrepov in v kratkem seveda pričakujemo, da zaključimo ta postopek certificiranja. Zdaj, naslednja stvar mogoče, ki bi jo tukaj omenil seveda, je potreba po usposabljanju, predvsem pa bi rekel jaz ozaveščanju zaposlenih. Mi smo tukaj, moram reči, da kar nekaj sprememb naredili v našem sistemu, predvsem bi rekel, smo na tem našem portalu poskušali vse tisto, kar je aktualno, se pravi tisto, kar imamo zapisano v nekih sistemskih dokumentih, pa je to nekje na portalu, seveda tisti uporabniki, ki rabijo imeti te informacije, seveda morajo tudi vedeti, v katerem dokumentu je to zapisano. Mi smo te stvari enostavno prenesli potem kar kot eno posebno, bi rekel, eno posebno rubriko na našem portalu, kjer je direkten dostop, se pravi, kjer so povzetki vseh teh sistemskih dokumentov.
Zelo veliko smo se nekako osredotočili na objave člankov v teh naših internih glasilih. Imamo vzpostavljeno znotraj podjetja tudi tako imenovano TPV akademijo, se pravi neko šolo, oziroma bi rekel neke programe šolanja, tako da smo izvedli eno obsežno, predvsem bi rekel šolo vodenja za vodje, in pa potem seveda tudi usposabljanja za zaposlene, tako da smo čim bolj ali pa v čim večji meri poskušali nekako vse te informacije, znanja in tako naprej nekako razširiti med zaposlene, da se tega čim bolj zavedamo. Seveda tukaj ne smemo pozabiti tudi zunanja izobraževanja, katerih smo, moram reči, da kar nekaj izvedli, tako da je to, bi rekel, ena taka podpora, ker namreč imamo lahko zelo lepo sistem vzpostavljen, vendar če zaposleni ali pa vsi, ki delamo, se pravi vsi, bi rekel, deležniki, ki so nekako povezani z nami, tako interno kot eksterno, če tega v praksi ne znamo, če tega v praksi ne razumemo ali pa nismo vešči, potem seveda nam ta sistem očitno ni najbolj uspel. Zdaj seveda, da nam ta sistem funkcionira, je potrebno seveda izvajati neke nadzore oziroma vzpostaviti nek sistem preverjanja, ali sistem informacijske varnosti funkcionira. Se pravi, ena osredotočenost nedvomno je v to, da imamo nek sistem dokumentacije, se pravi, kako so pravila predpisana in potem ta pravila, kako se izvajajo v samih poslovnih procesih. Potem drug, bi rekel, zorni kot je seveda preverjanje s strani neke zunanje inštitucije, ki nas preverja. Tukaj seveda moram poudariti to, da ni tukaj samo certifikacijski organ, ampak da pod te zunanje inštitucije lahko štejemo tudi naše kupce, ki neodvisno od tega, ali imamo mi sistem informacijske varnosti certificiran in dokazljiv, oni tudi zahtevajo oziroma nam pošiljajo take zelo obsežne vprašalnike, zelo zahtevne vprašalnike, mogoče v določenih primerih celo zahtevnejše ali pa podrobnejše, kot je sam TISAX, na katere moramo odgovarjati, in je to vedno, bi rekel, dvojno ali pa trojno, mogoče celo večkratno preverjanje, da bi rekel, te stvari v praksi funkcionirajo, kar seveda samo pokazuje, kako velik vpliv ali pa kako velik pomen ima informacijska varnost tudi pri naših kupcih, in seveda to moramo na nek način zagotavljati in spoštovati. Seveda potem tukaj sodi tudi tehnično preverjanje informacijskih sistemov, razna orodja za nadzor, hranjenje informacijskih dogodkov, fizične kontrole in tako naprej. Vzpostavljen imamo sistem notranjih presoj, sistema informacijske varnosti, ki jih redno izvajamo, in pa seveda vodstveni pregled, ki ni namenjen samo temu, da pregledamo, kakšne smo rezultate dosegali, ampak seveda je namenjen tudi temu, da je najvišje vodstvo aktivno vključeno v sistem informacijske varnosti, in pa seveda, da nekako da nekako usmerja same politike, ki jih je potrebno v podjetju peljati. Tako da moram reči, da ta sistem nadzora je zelo širok, moram reči, da smo ga kar spremenili, dodelali in seveda poskušamo biti čim bolj aktivni v tej praksi, ravno zaradi tega, da imamo v ta svoj sistem zaupanje. Predvsem zaupanje
da funkcionira, da je sposoben reagirati takrat, ko bi eventualno prišlo do kakšnih neljubih dogodkov. Toliko z moje strani. Super, hvala, Toni. Zdaj si nas pa ti uskladil z našo časovnico. No, Tako lepo. da smo se poravnali, super, hvala. Na koncu pa nam bo gospod Mišo Pavič, ki je vodja IT službe v Odelu Slovenija, predstavil, kako so se v njihovi praksi lotili izziva, ki jim ga je zastavil kupec. Odelo je eden vodilnih proizvajalcev avtomobilskih svetlobnih teles z visokokakovostnimi izdelki in inovativnimi tehnologijami. Skupina Odelo razvija in proizvaja sisteme zadnjih luči za avtomobilsko industrijo na 10 lokacijah po vsem svetu. So pa tudi nosilci različnih certifikatov za sisteme vodenja, od IATF, potem ISO 9001, ISO 14001, 27001, ISO 45001, 50001 in tudi TISAX-a. Gospod Mišo, izvolite. Aha, bo samo mikrofonček. Ne, ne. Evo, zdaj. Slišimo zdaj? Tako. Sedaj se pa slišimo. Izvolite. Pozdravljeni z moje strani. Moram priznati, da so moji kolegi pred mano že kar dosti tega že povedali. Jaz bom poskušal predstaviti našo pot, kako smo se mi tega lotili. Bi rekel, da smo dosti podobno pot prehodili, le malenkost je drugače, ne. Na kratko vam bom na začetku predstavil naše podjetje. Odelo skupina razvijamo in izdelujemo inovativne svetlobne sisteme. Po vsem svetu Odelo smo eden vodilnih proizvajalcev v premium razredu in proizvajamo za kupce, kot so Daimler, BMW, Audi, VW in za ostale. Približno zaposlenih nas je 3600, prejšnjo smo leto ustvarili 418 milijonov evrov prometa in smo trenutno na 10 lokacijah. Zdaj, razvojni center imamo v Nemčiji. Ta lokacija služi, da smo bližje še kupcem. Dve lokaciji imamo v Sloveniji, eno je v Preboldu in v Čerešnicah, logistični center v Meksiku. Nato imamo dve proizvodni še lokaciji v Bolgariji in razvojni center in prav tako imamo tudi dve razvojni oziroma proizvodni še lokaciji v Turčiji. Imamo pa tudi proizvodnjo na Kitajskem. Prej smo govorili, za katere kupce vse delamo, to je pretežno za nemških 5, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Porsche, v skupini pa seveda imamo tudi Škoda, Ford in ostale. Najbolj smo ponosni na naše produkte, proizvajamo za BMW M4, za BMW serijo 5, za Caravane, limuzino, tudi za i8, i3, v skupini bolj kot ne za vse Mercedes klase in za Audije, kar se tiče A5, A3, Q3, A7, nazadnje tudi za Porsche, za Panamera. Naš paradni konj, luč, katera je bila proizvedena, mislim, samo v 400 primerkih, je OLED, je luč, katera je izdelana po najnovejši tehnologiji. Kar se tiče TISAX projekta, so moji kolegi že na začetku že povedali, kaj je sploh TISAX, je v bistvu informacijska varnost v avtomobilski industriji. Zakaj je za nas to je pomembno, ker s tem tudi sebi in našim partnerjem dokazujemo, da je naše upravljanje informacijske varnosti v skladu z opredeljeno ravnjo, v
v skladu z zahtevami Information Security Assessment. Kdo je zahteval TISAX oznako? Pri nas, tako kot pri ostalih, je zahteval to partner, se pravi, je kupec. Po oceni naših proizvodnih pogonov smo ocenili, da potrebujemo nivo AL2, Maturity Level 3. Zakaj smo se odločili za AL2? Ker dejansko v Sloveniji nimamo razvojnega centra. Časovnica. Mi v odelu pred vpeljavo TISAX-a nismo imeli vpeljane informacijske varnosti, zato smo se odločili, da bomo prvo se certificirali po standardu ISO 17001. To smo prvič opravili v letu 2022, nato ponovili še certificiranje v letu 2023, konec leta 2024 pa tudi opravili še TISAX. Največji izzivi pri implementaciji TISAX-a je seveda pripraviti organizacijo za vpeljavo takšnega certificiranja in kasneje, ko to naredimo, je bilo največji izziv nam se še seznaniti, kaj so vse še potrebe in narediti samo oceno stanja. Kolegi so že povedali prej, prvo smo morali si še seznaniti, kaj so sploh potrebe, zraven poskrbeti, da prilagodimo vse procese za implementacijo informacijskega sistema. Nato smo se na ANX portalu registrirali, opravili assessment in zdaj lahko šeramo našo oznako z ostalimi še kupci. Mogoče je pomembno tudi to povedati, da pri dogovoru z avditorji je zelo dobro se dogovoriti, še posebej, če to delate še prvič, da je on-site audit. Zakaj? Po izkušnjah bi rekel, da je veliko boljše se osebno pogovoriti. Veliko stvari lahko se avditorjem še pokaže. Moram priznati, avditorji so ponovadi nekdo, ki je zelo izkušen, ima tudi dobre prakse iz ostalih tovarn, tako da lahko tudi kakšne dobre prakse vam tudi pove, kako se enih izzivov še lotiti oziroma kakšno stvar tudi še prilagoditi. Kot smo se prej že pogovarjali, največji izziv je pri nas bila tudi organizacija za pripravo tega certificiranja. Mi smo se tega lotili tako, da smo prvo izbrali ekipo. Ekipa je bila sestavljena iz strokovnjakov iz IT, plus strokovnjaki iz kvalitete. Zakaj? Ker pri nas oddelek kvalitete skrbi za ostale še presoje in TISAX je, bi rekel, kar se tiče organizacije in pristopu k auditiranju, je podobno, zato smo potrebovali še njihovo pomoč. Organizirali smo se to tako, da je nekdo bil odgovoren za strani še managementa za Information Security Manager Responsive, določili IT strokovnjaka, kateri je bil Information Security Management, in seveda, ker to ni projekt samo IT-ja in QS-a, smo tudi določili za vsakem oddelku Department Representatives. Zakaj? Ker dejansko, ker je izziv v podjetju, seveda kot je podelo, ker je zaposlenih je več kot 1000 ljudi v Preboldu, smo potrebovali še njihovo pomoč, da lahko tudi zahteve informacijske varnosti tudi predajo svojim sodelavcem. Vsak od njih je imel tudi odgovornosti, zakaj je še poskrbel. Moram povedati, da smo tudi kolege poslali na izobraževanja za notranje presovalce,
tako da smo razširili to še znanje in ko smo imeli več tega še znanja, je bilo dosti lažje spodbuditi tudi ostale še kolege. Kako smo pa ostale kolege spodbudili, da so sploh pristopili tem projektu? Danes se soočamo vsi z kibernetičnimi napadi in je zelo dobro, da tudi v osebnem življenju vsi poznajo, kakšne so nevarnosti in kako in na kaj je potrebno biti še pozoren. Samo ocena, se pravi, kot so kolegi še povedali, je zelo pomembno, da z ENIX portala si prenesemo assessment še katalog, v katerem je zelo lepo opredeljeno, katere vse točke je potrebno iti čez, da naredimo eno efektivno samo oceno. Jaz sem tu še navedel samo ene glavne točke. Potrebno je seveda vzpostaviti eno information security procedure, narediti oceno tveganja, klasifikacijo projektov, klasifikacijo informacij, seveda je potrebno imeti popis sredstev in riziko opredeljen, izvajati continued plan za neprekinjeno še poslovanje. Zelo pomembno je pri AL2 tudi prepoznavanje con in jih opredeliti, zraven tudi dodeliti kontrole dostopov. Vse skupaj, vse spremembe je potrebno tudi evaluirati in voditi preko še sistema. Mi to uporabljamo Chama ali pa za določene spremembe tudi še ticketing. Za vse dobavitelje seveda je potrebno imeti sklenjen ENDA, je še pogodbe, ker pa nismo v tem sami, je pa potrebno tudi obvladovati in ocenjevati tudi še dobavitelje. Vse skupaj je kar nekaj za narediti, ampak zelo pomembno je, da redno vzdržujemo in posodabljamo sisteme. Jaz bi vam samo na koncu rad predstavljene dva primera iz prakse. Vsi poznamo, da imamo kar dosti e-mailov, katerih vsak dan jih dobimo, in dostikrat napadalci oziroma pošiljatelji enih spam e-mailov uspejo tudi kakšen e-mail poslati v sistem, kljub temu, da imamo kar dosti še filtrov, požarnih še zidov, kateri dejansko to še preprečujejo. V Odelu smo imeli takšne še primere, kjer recimo je nekdo naredil e-mail z oznako afna.odelo.si, ampak ni pisalo odelo.si, ampak je namesto o je bila nička številka in je bilo ta e-mail zelo, zelo težko je za prepoznati. Z programom za prepoznavanje spama smo dejansko uspeli hitro in enostavno prejemniku tega e-maila pokazati, da ta e-mail ni varen in se tu kar hitro se pokaže rdeča ikona. Kaj nam ta program še preveri? Dejansko nam ta program preveri domeno še pošiljatelja, koliko e-mailov smo te domene že dobili in koliko e-mailov nam je ta dotični pošiljatelj poslal. Tako lahko hitro in enostavno vsak uporabnik pozna, ali je ta e-mail ok, ali pa je potrebno preveriti ta e-mail. Zraven imamo v tem programu še dodano, da lahko uporabnik izbere opcijo Go to IT Helpdesk in avtomatsko prijavi ta e-mail za preverjanje, ali je ok ali pa ne. Drugi primer je vzdrževanje strojev. V preteklosti smo imeli
vzdrževanje strojev z vzdrževanjem dogovorjeno periodično, kar seveda je delovalo je ok, zadostuje tudi potrebam informacijske varnosti, ampak glede na to, da se dostikrat prilagajamo se proizvodnji in nimamo vedno kontinuiranega in iste proizvodnje, smo uvedli unit-based, to pomeni, da vsak stroj smo opremili z števci. Ti števci nam omogočajo, da vzdrževanje strojev opravljamo glede na število operacij, kateri so izvedli, to pa pomeni, da lahko bolj optimalno termilimo vzdrževalne procese. Hvala vam za vašo pozornost. Hvala, hvala vsem govorcem zelo zanimivih referatov. Zdaj imamo pa čas namenjen podajanju vprašanj, diskusiji, udeleženci še enkrat zaprošeni, če imate kakšno vprašanje, kakšno izziv, kakšno dilemo, dajte zapisati v chat, bomo veseli. Mogoče pa jaz, Janez, tebe, ki si bil tudi prvi na SIQ-ju, pa tudi med redkimi na trgu smo bili ponudniki izobraževanj na temo TISAX-a. Mogoče, če te dojam, nismo se sicer pripravljali na to vprašanje, ampak se mi je porodilo sedaj. Ko pridejo udeleženci, kaj povejo, zakaj so prišli, če se jih je strah, jaz vem, da vedno so neke strahove, skrbi izražali, niso bili ravno samozavestni, ko so dobili od kupca zahtevo. Da te lahko prosim za par besed. Samo mikrofon, še Janez, prosim. Ja, hvala, Tanja, za besedo, za vprašanje. Če se spomnim zadnje delavnice, je bila skupina dokaj heterogena. Od podjetij, ki so poslali, bi rekel tako, predstavnika za sistem vodenja kakovosti ali pa za integriran sistem vodenja plus informatika do podjetja, ki je poslalo eno gospo, ki se je ukvarjala predvsem s financami, nič hudega, če bo za to odgovorna, ampak skratka, v resnici niti jih niso imeli strahov, zato ker niti niso vedeli, kaj vse to pomeni, ne. Tako kot je gospod Petrič omenil, ne, dejansko, dokler ne spoznaš zahtev, dokler ne spoznaš zahtevnosti projekta, te sploh ni strah, ne. Potem, ko pa spoznaš, kaj vse je treba narediti, saj ni nič nemogočega, ne. Ampak je pa veliko takih drobnih stvari, veliko interakcij, komunikacije z vodstvom, z pravno pisarno, z kadrovsko, z proizvodnjo, nabavo, ko je pač treba stvari postaviti, posodobiti nekatera navodila, postopke, SOP-je, ne vem kaj, vse imate, ne, in pač to zahteva trud, tudi morda negodovanje, pa skratka nekaterih drugih. Je pa, bi rekel, moja izkušnja iz enega relativno pa že dolgo časa uvedenega sistema v letu 2017 v bistvu zelo pozitivna, no. Kljub temu, da je bil ponudnik IT storitev zunanji, povsem zunanji, ne. Torej, oni sploh niso imeli informatika, en gospod, ki je bil odgovoren za logistiko, pa se je imel afiniteto do IT-ja, je bil vodja projekta z njihove strani in je ta zgodba bila uspešno pripeljana. Zunanji, torej ta IT, ne, IT podjetje je zelo aktivno sodelovalo in dejansko smo šli čistko po planu projekta na dan, ko smo se dogovorili, smo v bistvu končali in tudi obvestili FAOV, da lahko pričnejo z aktivnostmi za presojo sistema, no. Tako da, če povzamem, torej nisem prepoznal pri udeležencih tečajev kakšnega strahu na začetku. Na koncu je bilo pa več vprašanj, več dilem
In tudi ugotovili so, ne, da ta projekt ni enostaven in tudi tista gospa, ki je bila s financije, je rekla, pa se jaz tega ne morem sama, ne. Sem rekel, gospa, se jaz to vem, ne. Veste pa približno, ne, da boste morali narediti ekipo in se tega lotiti, ne. In delajo na tem, no. Super, hvala. Ja, tako kot je Toni povedal med prezentacijo, a ne, poudaril je kompleksnost, ne, pristopa oziroma pri implementaciji zahtev pa tudi podpora vodstva. Omenili ste pa tudi v bistvu vsi, kako pomembno je, da se zaposleni, ne samo ta tim, ampak tudi vsi zaposleni zavedajo, kaj želi podjetje narediti, kaj pomeni TISAX ali pa informacijska varnost, kako bo to vplivalo na neke določene procese, navodila, vedenja, a ne? Ker sam 3, 4, ena ekipca ne more nekih sprememb narediti, mora biti, se pravi, vsa organizacija seznanjena in si saj želeti v to smer. Imamo pa vprašanje, zdaj Toni, prej sva govorila, ti imaš en audit, a ne, boš moral, ja, pa dajmo zdaj še to. 10 minut recimo. Dobro. Tako TPV kot Odelo ste pred certifikacijo TISAX uvedli oziroma certificirali sistem ISO 27001, to je zdaj vprašanje za TPV in za Odelo, ali je to običajna praksa oziroma nujen pogoj? Pa lahko prvo Toni, no, pa bo potem še gospod Mišo. Zdaj, da bi bil to nujen pogoj, ne bi vedel, mislim, da ni nujen pogoj. Je pa res, da pa, če pogledate tabelo, ne, kako je izpolnjena, se pa večina vprašanj pa nanaša na zahteve ISO 27001, ne. Se pravi, da je, bi rekel, zelo zaželeno poznavanje prej, ali pa bi rekel, je ena velika prednost, če imaš že sistem certificiran, pa potem ga samo nadgradiš, ne. Jaz moram reči, da pri nas isto tako je bilo, mi smo si pred uvedbo ISO 27001 poiskali si pomoč, da so nam prvo povedali, kaj moramo vse skupaj spraviti, in so nam povedali, da bi bilo dobro prvo uvesti ISO 27001 in kasneje je dosti lažje prehod na TISAX. Dobro, hvala. Tukaj sem videla, da je ena gospa tudi print screene delala, bomo pa zdaj omenili prezentacije in tudi povezavo do posnetka boste vsi udeleženci, ki ste vztrajali do konca z nami, seveda prejeli, tako da ni potrebno, no. Verjetno si je že kdo, to je zdaj moderno, print screen delo, ampak boste prejeli gradivo in posnetek. Evo, imamo še vprašanje, ali je Odelo vpeljal sistem ter se nato certificiral na nivoju slovenske enote ali na nivoju celotne Odelo grupe. Torej, ali se Odelo SLO certificiral ločeno od ostalih enot, vkolikor so ostale enote certificirane? Izvolite. Tako je, mi smo se ločeno certificirali. Zakaj? Ker dejansko kolegi v Turčiji so že bili v postopku, prav tako kolegi v Nemčiji, tako da smo se mi odločili posebej. Je pa dejansko smo se uskladili, kar se tiče procesov, harmonizirali, nekatere dokumente smo uspeli iste obdržati, nekatere smo pa prilagodili. Super, hvala. Zdaj vprašanj, hvala. Še majčkeno počakamo, če še bo kakršnokoli vprašanje, lahko pa tudi vi, če vam je še kakšna ideja iz prakse, ki je bila zelo izrazito pozitivna ali pa negativna, izpostavite. Jaz bi mogoče samo eno stvar, ne, izpostavil, da sicer mi še nismo ravno na koncu poti, nekaj malega nam še manjka, ampak če gledam iz zornega kota ostalih standardov, ki jih imamo vpeljane, ne, je zelo lep trenutek, ko dobiš certifikat, ne. Ampak to je pravzaprav, bi rekel, šele začetek,
pol se prava zgodba šele začne, sistem je treba nenehno vzdrževati, ga nadgrajevati, pregledovati in tako naprej posodabljati, ne. Tako da to je never ending story, ki je absolutno se moramo tega zavedati, ne. Ja. Drži. Tanja, lahko še jaz en stavek na tisto predhodno vprašanje, torej ali je ISO 27001 obvezen? Ne, ni obvezen. Recimo, moj prvi projekt je bil ravno, da smo šli samo v TISAX, ne? Ker se v organizaciji ni imel kdo ukvarjati z SUVI-jem, torej po 27001. Torej, nikjer ni nobene zahteve, da bi morala biti organizacija ali certificirana ali pa imela upeljan sistem upravljanja varovanja informacij po ISO 27001, je pa seveda dobro, zato ker je razlagalni dokument, torej standard oziroma vodilo 27002 zelo obširen in je dober pripomoček k razumevanju in implementaciji politik, navodil za zagotavljanje informacijske varnosti. Za TISAX je tega malo manj na trgu. Zdaj, s tisto zadnjo preglednico v Wordu, ne, tista izjava o uporabnosti, ki sem vam jo pokazal, je ravno nastala iz tega, ne, da mi skušamo, da smo povezali zahteve iz ISO 27001 z TISAX-om in tisto, kar je v TISAX-u posebnega, ker je high ali very high, smo posebej noter dali v preglednico, tako da je pot k implementaciji majčkeno lažja. Še vedno pa ohranjamo torej scope, obseg iz 27001. Tudi 27001 standard je malo širši, kar se tiče tistega zelenega dela in data privacy-ja, torej zelenega in modrega v shemi. Nič pa ne govori o recimo 27001 o zaščiti prototipov, ja, v smislu intelektualne lastnine, know-howa in tako naprej. Tukaj je pa TISAX zelo specifičen, kar se tiče varovanja prototipov. Tega je, to lahko zaznamo oziroma razumemo pri 27001 samo skozi torej intellectual property pa know-how, ne. Tako da to morda kot informacija. Tanja, jaz bi se zahvalil, Tanja. Toni, razumem moja audit, srečno in hvala, Toni. Ja, hvala, srečno nasvidenje. Ja. Ste pa vsi govorci omenili ne samo, ja, da se TISAX nekako naslanja oziroma si lažje razlaga zahteve, ki jih tudi lahko prebere v 27001, ampak ta sistem obvladovanja, ne, gospod Mišo je omenil, da v bistvu, glede na to, da imajo vpeljane druge sisteme vodenja, jim je ta postopek, sistemski pristop, izvajanje notranjih presoj, na koncu vodstveni pregled, obvladovanje tveganj, že domači želijo nadaljevati oziroma nadgrajevati na teh sistemih, ne. Se pravi, filozofija sistemov vodenja absolutno kot neko dobro vodilo in osnova. Še eno vprašanje imamo, Janez, zate, če lahko Janez pove ključno razliko med AL2 in AL3 pri presoji v praksi. Razlika je namreč v obvladovanju prototipov. Hvala. Se pravi, AL2, kdo je to postavil vprašanje? Rok Planinšec, ali zdaj govorimo o maturity level ali govorimo o very high zahtevah? Samo to, če mi lahko pojasnite. Ja. Maturity level. Ja. Seveda zdaj pri, se pravi v praksi, v obvladovanju prototipov. V praksi je torej dvojka, trojka, niti vam ne znam v bistvu čisto jasno opredeliti, ampak takoj, bom delil, torej preglednico Excelovo pa bomo pogledali. Torej tole, gremo torej na definicije in gremo na maturity levels. Jih imamo tukaj, ne. Torej, maturity level je managed. To pomeni, da... Janez,
Janez, mi ne vidimo, če želiš deliti, da vsi vidimo. Že delim, ja, je že Evo, tam. zdaj To bo. je že pri vas, ja. Torej, razlika je v ravni implementacije sistema. Torej, če bi šli pogledat, managed, torej smo vzpostavili sistem, izvajamo notranje presoje, izvajamo vodstvene preglede, nadziramo delovanje sistema. Torej, to pa ne pomeni, da, bom drugače rekel, je razlika med established pa managed je pa v tem, da je managed, torej celovit sistem, medtem ko oziroma established je celovit, bolj celovito implementiran sistem kot managed, ker tukaj, če pogledamo, a standard process integrated into the overall system is followed. Torej, na vseh sistemih, na vseh sredstvih, ki so za informacijsko varnost kritični, je vzpostavljen sistem. Medtem, ki pri maturity level 2 pa imamo možnost, da lahko kakšen del izvzamemo torej kakšen kritično komponento izvzamemo iz obsega. Morda še, da pojasnim, v obeh, v 27.000 in v TISAX-u je potrebno opredeliti obseg, na katerega se nanaša sistem upravljanja varovanja informacij. Torej, če imate vi, in to je tudi povezano z zadnjim vprašanjem za odelo, ki je bilo dano, torej, če imate vi več lokacij, vi lahko rečete, da sta samo lokacija 1 in 2 vključeni v obseg SUVI-ja, ostala podjetja pa ne. Torej, pri tem vas nihče ne sili, torej, razen če to kupec vaš zahteva, da so vse, recimo, proizvodne ali lokacije, ki zagotavljajo izdelke, ali polproizvode, ali storitve za njih vključene v ta obseg. Včasih je to zahteva kupca, drugače imamo pa zdaj en tak primer podjetja, ki je podobno kot Odelo, globalno, imajo več lokacij, vendar je Volkswagen rekel zaenkrat pokrite samo Slovenijo. In smo v Slovenijo opredelili torej 2 lokaciji, na eni lokaciji pa sta 2 podjetji, torej so lastniško povezani. Nisem čisto odgovoril, bom pa še enkrat ponovil. Torej, maturity level 3 established pomeni, da so v obseg vključena vsa kritična sredstva, medtem ko v managed je nekaj manjši obseg. Tukaj je bil še odgovor, AL3 je možno doseči tudi brez obvladovanja prototipov. Pa kratica ISO plus DP, Janez, boš to ti? Ja, je možno. Takte, samo malo. Tega zdaj ne vidim. Torej, ja, seveda je možno doseči AL3 brez obvladovanja prototipov. Sej, recimo, od vas bo kupec zahteval torej maturity level 3, pa vi nimate nobene torej razvoja, nimate torej prototipov, razen to, ker so poskusne serije, to jaz ne smatram kot prototip. Torej, je možno in je tudi, bom rekel, zahteva, da je za klasičnega dobavitelja, kot je Toni omenil, zahtevan AL3, ki ni razvojni. Ja, še eno vprašanje iz moje strani, ampak to zato, ker me tlele udeleženci večkrat sprašujejo. Kdaj izvajajo presojo kupci online, kdaj je v živo, kaj je obvezno, kaj ne? Kupci? Oziroma, pardon, certifikacijska hiša.
Zdaj moramo še, obstajata dva pristopa ne bom rekel k certificiranju organizacij, ampak k preverjanju vzpostavljenosti TISAX-a. Recimo, nekatera podjetja sama pridejo na presojo in presojo po schemi TISAX in rečejo, ja, ste ok, niste ok, morate še to pa to narediti, torej taki korektiv, torej ugotovitve, priporočila, neskladnosti in to. Vse bolj pa se postavlja zahteva po certificiranju strani certifikacijske hiše, torej kogarkoli že, recimo SIQ, BV, kdorkoli. No in tako da tega je vse več, še vedno pa, ne vem, tisti, ki delate s Volkswagenom, pa morda, recimo Volkswagen je takšen, za razliko od BMW-ja, saj moje izkušnje so takšne, da Volkswagen ima enega svojega izvajalca, ki izvaja torej presoje sistema po večini remote, torej preko videokonferenčnega klica, in v bistvu vi ne dobite certifikata, vi dobite samo pač poročilo o presoji, kaj treba narediti, in potem pošljete dokazila, da ste to implementirali, odpravili neskladnosti. To je drugi del vprašanja, pa bil, Tanja, kaj? Ja, to, kdaj presoja v živo in kdaj online, tlele je tudi gospod za AL2, da je online, oziroma lahko tudi v živo, za AL3 pa samo v živo. Mislim, da smo imeli primer, zdaj ne vem, je to Odelo ali TPV, ki bi morali imeti online, pa ste se dogovorili sami z njimi, da želite raje v živo. Zdaj ne vem, je to Toni? Tako je, mi smo v Odelu, prvo je bilo dogovorjeno online, ampak smo rekli, da bi raje imeli. Kaj je zablokiralo? Mislim, da je celo gospod, da je prekinila se povezava. Ostali se slišimo? Vse, ja. Ja, bomo počakali, vidim, da mu je prekinilo povezavo, imamo pa tukaj tudi gospod Gregorič iz Male, ja, mi iz Male tudi sodelujemo. Gospod Jan je rekel, da napozna podjetja v Sloveniji z Very High Protection, v Male pa so imeli to zahtevo po Very High Protection. Ok, me veseli, hvala za povratno informacijo. Vem nekaj več, morda še to okrog AL3 presoja na daljavo ali v živo. Mi imamo zdaj tudi v okviru SIQ-ja, sodelujemo z enim podjetjem, kjer želi kupec imeti AL3, pa se je kljub temu izbrana certifikacijska hiša odločila, da bodo izvedli na daljavo. Jaz nisem bil preveč navdušen nad tem, ampak je pa to podjetju bolj všeč. Jaz sem rekel sicer, da je boljše, da je v živo, tako kot so moji kolegi, predhodniki oziroma današnji sogovorci povedali, tako da vidim, da v resnici ni čisto pravila. Medtem, ko v drugem podjetju se pa v bistveno manjšem obsegu, manjše podjetje bodo pa prišli v živo, ker si podjetje to želi in so me tudi, bi rekel, ne poslušali, ampak sami vidijo dodano vrednost v on-site presoji. Ja, to je želel povedati tudi gospod Mišel Zadela, da so bili napovedani online, pa so jih posebej prosili za izvedbo v živo in tudi so bili veliko bolj zadovoljni v podjetju, da se je to zgodilo. Zdaj, jaz mislim, da smo odgovorili na vse. Omenim še, da tisti, ki bi želeli izvedeti več o zahtevah informacijske varnosti, da imamo planirano izvedbo praktične delavnice 28. marca. Tako da tukaj bo kar nekaj še bolj konkretnih informacij, širših. Delavnico bo vodil Janez, tako da v informacijo. Jaz mislim, da je čas, da se poslovimo. Veseli smo, da je res bila številčna udeležba. Če bi kdo imel še kakšno vprašanje, lahko se pošlje tudi na moj mail, iz katerega boste dobili tudi vse, kar smo obljubili. Upam, da ste bili zadovoljni. Hvala govorcem.
In lep dan vam želim še naprej. Hvala, Srečno. lep dan.